Odkje sploh ideja o odrešitelju? Ali je krščanstvo kopiralo to idejo iz drugih religij, iz Male Azije in Indije? Apostol Peter je pred 2000 leti izjavil nekaj, kar je spodbudilo izjemno veliko reakcijo med ljudmi. Poslušajte, kaj je rekel. V nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Seveda, govoril je o Jezusu Kristusu. To je izjavil pred več tisoč pravovernimi Judi, ki so glasovali za Jezusovo usmrtitev. Ljudje so bili pretreseni do dna duše in množično so se začeli spreobračati. Začeli so verovati v Jezusa, saj so spoznali, da je on obljubljeni Mesija, odrešitelj sveta. Zakaj takšna reakcija na Petrove besede? Ali so mogoče tisti ljudje vedeli nekaj več, kot vemo mi danes? Od začetka ljudje še niso imeli razvite pisave in informacije so podajali naprej z ustnim izročilom. Nekaj ustnega izročila je šlo naprej spremenjenega in nekaj nespremenjenega. Torej, razločevati moramo med miti, bajkami in nespremenjenim sporočilom. V vsakem mitu pa lahko najdemo tudi delček resnice. Tudi ti nam lahko pomagajo razumeti širšo sliko povesti človeštva. V Svetem pismu piše, da je Bog ustvaril človeka in njegovo ženo. Bila sta dobra in nista poznala zla. Vse pa se je sfižilo, ko sta spoznala zlo. Zavedati se moramo, da do tega trenutka ni obstajala niti ena religija. To pa zato, ker sta se človek in Bog zelo dobro poznala in družila sta se na dnevni ravni. To pišejo v 1. Mojzesovi knjigi v 3. poglavju. Religije so začele nastajati od človekovega spoznanja zla. Sveti Bog se je distanciral od neveč svetega človeka. Človek je skušal priti nazaj do Boga in tako so se začele razvijati religije. Religija je človeški poizkus ugajanja Bogu. Bog se ni več družil z ljudmi, temveč je po svojem duhu in angelih govoril z izbranimi posamezniki. Zakaj torej kristjani govorijo, da imajo edino oni dostop do Boga? Poglejmo si širšo sliko. Kot vidimo, so nekoč vsi ljudje poznali, kakšen je Božji načrt. Njegov načrt je obnoviti človeštvo in izkoreniniti zlo. Idejo o Bogu stvarniku, odrešitelju in hudiču najdemo zato tudi v hinduizmu, najstarejši religiji na svetu. To je Brahma, Bog stvarnik, Višnu, ohranitelj in Šiva, uničevalec. To ne pomeni, da so vse religije enake ali pa da vse religije učijo enako. Hočem le izpostaviti to, da so vsi ljudje vedeli za obstoj Boga in njegov načrt, preden sta prišla na sceno Abraham in Mojzes. Če na hitro pogledamo Svetopismo, vidimo, da se je Bog razodeval različnim ljudem po svetu, preden je prišlo v obstoj izraelsko ljudstvo. Ti primeri so Henoh, Noe in Job in tako dalje. Ti niso bili Abrahamovi potomci, ker so živeli kar nekaj časa pred njim. Beremo pa tudi o Bileamu, preroku, ki je slišal Boga v času, ko je Izrael že obstajal. Torej, ljudje so vedeli za Božjo voljo in njegove načrte. Poznali so tudi njegov glas. Včasih, ko govorimo o evangeliju, pa me ljudje vprašajo, ja kaj pa Maji in Inki v Južni Ameriki? Veste, tudi ti so vedeli za Božjo voljo in njegove načrte. O čem lahko to sklepamo? Samo poglejte si piramide. Zakaj imajo vse zelo podobno arhitekturo in podobno namennost? Ta ideja piramide ima en izvor. Pa še po celem svetu jih najdemo, od Afrike, Amerike, Bližnjega vzhoda do Evrope in Azije. Vse to pa so nekakšna replika Babilonskega stolpa, od koder je Bog razgnal ljudi po celem svetu. Torej, ljudje so točno vedeli za Boga in njegovo voljo, zato so neopravičljivi. Bolj in bolj, ko so ljudje bredli v greh, tako se je poznavanje Boga in njegovih načrtov začelo bolj in bolj megliti. Zakaj pa sedaj govorimo o odrešenju ekskluzivno v Jezusu Kristusu? Če raziskujemo to stvar, vidimo, da je Bog obljubil prenovitelja, ohranitelja človeštva. Brez njega bi bili na koncu vsi uničeni.
Imamo starodavne prerokbe v Svetem pismu, pa tudi Henoh, ki je živel okoli 3500 let pred našim štetjem, mnogo pred vsemi religijami, je prerokoval o tem. Bog je obljubil odrešitelja, obnovitelja človeštva in ugotoviti moramo, kdo je to. Bog bi lahko izbral tudi Janeza ali pa Borisa, da bi izpolnil svoj načrt. Vendar izbral si je Boga boječega Abrahama, skozi katerega je pripeljal Mojzesa, da bi vzpostavil zakon, da bi prvo izpostavil krivičnost ljudi in nato upelje odrešitelja vsega sveta. Razlog njegove odločitve pa je bil ta. Izbral sem ga, to je Abrahama, da bo zapovedal svojim sinovom in svoji hiši za njim, naj se držijo Gospodove poti in ravnajo v skladu s pravičnostjo in pravico. Tako bo Gospod izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil. Tukaj vidimo, da Bog ne dopušča Abrahamu deviacije od njegovih besed in poti. Zaradi tega med drugim lahko varno preberemo svetopismo in vidimo, da Abrahamovi potomci niso naredili neke bajke in mite iz Božjega načrta, kot je slučaj pri drugih religijah in verstvih. Ko gledamo in raziskujemo veliko sliko človeštva, vidimo, da Bog resnično uresničuje svoj načrt. Njegov načrt pa je ta: izkoreniniti zlo in krivičnost iz človeštva. To je prenoviti človeka, da bo zopet takšen, kakršnega je ustvaril na začetku, dobrega, pravičnega in svetega. Zato je večno življenje ekskluzivno v Jezusu Kristusu. Edino On je tisti izbrani prenovitelj človeštva od samega začetka. Ko je umrl na križu, je to storil zato, da bi plačal kazen za našo krivičnost. Na križu je uničil sovraštvo med Bogom in ljudmi. Ko pa je vstal od mrtvih, je premagal zlo in smrt. Sedaj vsakomur, ki ga povabi v svoje življenje, podeli svojo pravičnost. Pred Bogom lahko tako stojimo pravični, ker je bila cena za naš greh plačana. Nato nas Bog napolni s Svetim Duhom, da lahko živimo pred njim pravično in sveto življenje. Človek brez odkupitelja, obnovitelja, pa bo podvržen obsodbi in uničenju, tako kot hudič in njegovi padli angeli. Priporočam ti, izberi Jezusa, izberi si življenje in živel boš večno in kvalitetno življenje. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.